Občinska slovesnost je letos potekala 11. aprila v nabito polni festivalni dvorani, kjer je župan Anton Mežan prvič v tej vlogi nagrajenkam in nagrajencem podelil občinska priznanja. Predtem je v svojem nagovoru spregovoril o delu svoje ekipe, dosedanjih dosežkih in bodočih načrtih. V kulturnem programu so nastopili harmonikarski orkester Kulturno-umetniškega društva Anton Tomaž Linhart Radovljica pod vodstvom Gašperja Primožiča in Nina Pušlar. Častni občan je postal magister Leopold Zonik, zdravnik, specialist splošne medicine in dolgoletni direktor zdravstvenega doma Bled. Kaj je vaše vodilo v življenju in v poklicu? Glejte, jaz izhajam iz zdravstvene družine. Mama je bila medicinska sestra, oče sanitarni tehnik od začetka, kasneje ekonomist. Začel sem kot resnično predan medicini, predan kraju in predan nekemu, bi rekel, čutu, da je treba k medicini pristopiti preventivno. Ne samo z zdravili, ampak človeka popeljati na varno pot, biti njegov tovariš, njegov svetovalec in ne nazadnje njegov zaščitnik. In to sem nekako v življenju počel. Imel sem pa tudi to srečo, da me je oče nekako pripeljal tudi v svet ekonomije in sem to združeval in potem naredil tako zgodbo na Bledu, zdravstveno, kot sem jo, da sem povezoval politiko, zdravstvo, kulturo, turizem in vesel sem, da sem lahko živel v tem kraju med Blejčani, med Gorjanci, da sem ta kraj lahko gradil in dosanjal svoje sanje. Še enkrat sem hvaležen občanom, da so to spoznali in mi namenili to čudovito priznanje za življenjsko delo. Posthumno so na slovesnosti naziv častnega občana podelili tudi nekdanjemu dolgoletnemu županu in izjemnemu glasbeniku, ustanovitelju alpskega kvinteta Jožetu Antoniču. V imenu družine je priznanje prevzela njegova vnukinja Maja Bilič. Moji družini to zelo veliko pomeni, ker mislim, da se je ta naziv res zaslužil. Tako, ker sem v bistvu že v svoji zahvali na odru povedala, mi je sam žal, da to ni mogel danes sam prejeti, ker vem, koliko bi šele njemu pomenilo. Mislim, da na njega ni težko ohranjati spomina, ker se pač vedno kje sliši njegova glasba. Delam v turizmu in skoraj vsak dan spoznam koga, ki ga je poznal, poslušam anekdote, tako da mislim, da bo ta spomin še kar nekaj časa živ. Zlato plaketo so prejeli Irena Razingar, dolgoletna vodja Blejske knjižnice, Vojko Zavodnik, skrbnik Riklijeve dediščine in športno društvo za kegljanje na ledu Bled. Gospa Irena, mene pa zanima, kaj je vaše vodilo v življenju? Lahko povem, ta gore je vrek. Spal sem in sanjal, da je življenje radost. Ko sem se zbudil, sem ugotovil, da je življenje dolžnost. Vrgal sem se na delo in spoznal, da je dolžnost radost. Kot sem že večkrat povedal, najrajši imam dobre zgodbe in Riklijeva življenjska zgodba to zagotovo je. Posebno pa sem še vesel danes, ker je prav na ta slovesni dan, občinski praznik, je nekje čez okoli 2 ure je Turizem Bled potrdil program in ga objavil na spletni strani o certificiranju Riklijeve kulturne dediščine. Se pravi, gre se za certifikat, ki se podeljuje, če je produkt, storitev ali doživetje v skladu z Riklijevo dediščino. Tako da bomo enkrat naredili malo reda, kar se tiče tega. Kaj vam ta nagrada pomeni? Ja, za mene osebno in za kegljače sigurno veliko pomeni. Ker mi smo že 40 let, kegljamo in je to tak priznanje za naš trud. In organizacijski in tekmovalni. Ker smo kljub tem letom smo še kar dobro kegljamo, tako da kakšna zlata kolajna še pade. Dragica Marta Strnad-Kenda je letošnja prejemnica častnega znaka Rajska ptica.
Predsednica Kulturno-umetniškega društva Zasip je avtorica in soavtorica publikacij v domačem Zasipu. Ja, največ bi lahko rekla, da so to skrb za sočloveka, skrb za naravo, skrb za življenje nasploh, za zdravo življenje, predvsem pa pomagati ljudem, ki to potrebujejo in seveda ohranjati našo kulturno dediščino, ki se mi zdi, da jo čisto premalo sploh uporabljamo. Županova priznanja so prejeli novinarja Mirko Kunšič in Janez Kuhar ter svetovna mladinska prvakinja v biatlonu Kaja Zorč. Kaja, kaj je tvoje vodilo, tvoj moto v življenju? Ja, v bistvu se zabavati, pa trenirati še naprej, pa pač bomo videli, kako bo šlo. Edini moto, ki mi je ostati pokončen, pa biti pošten, pa kadar je treba povedati na glas, kaj je narobe. Moj moto je to, da pišem o stvarih, ki so realne, ki so pomembne za širši krog ljudi in na katerih se ljudje tudi lahko kaj naučimo in tega nam manjka. Začel sem, kot veste, morda že, da sem začel ko je prišel za župana gospod Golc in sem spremljal vse dogajanje v občini Bled in ponosen sem, da se je začel Bled razvijati tudi gospodarsko, tudi na vseh drugih področjih, na področju turizma in tako naj tudi ostane. Župan Anton Mežan pa je svoje priznanje namenil tudi ribiški družini Bled. Ta nagrada je pravzaprav priznanje našemu društvu, ki deluje v javnem interesu. Marsikdo ne ve, da imamo ribogojnico, da ta ribogojnica sodeluje z biotehniško fakulteto, da se ravno v tem trenutku dela v tej ribogojnici doktorat in mislim, da je ena diplomska, da je ta ribiška družina pred izumrtjem rešila jezersko postrv, ki jo je danes v velikih količinah. Takrat so pa ujeli zadnje 3 pare, da smo rešili sulca pred izginotjem in še marsikaj bomo naredili.